Spoštovane in spoštovani, naslednjih nekaj minut posvečamo pregledu aktualnih dogodkov v preteklem tednu. O predvidenem varčevanju, ki ga vlada na lokalni ravni vidi, predvsem o zmanjševanju števila občin, so se pogovarjali tudi slovenski župani na srečanju s predsednikom države Borutom Pahorjem. Odločno so nasprotovali tovrstnim ukrepom, saj so po njihovem občine v teh kriznih časih nosilke večine naložb v državi. V krizi, ki je oklestila že številna področja, nekateri v več kot 200 občinah vidijo prebohotno lokalno samoupravo, župani pa so enotni. Korak v združevanje občin sam po sebi ponovno nas vračal na stara pote centraliziranega upravljanja in načrtovanja in bi prav gotovo lahko predvsem šel na škodo razvoja podeželja. Na nekaterih področjih pravzaprav so danes občine edine, ki še ohranjajo življenje, kulturno krajino in še kaj. Tudi če se jih ukine, to ne pomeni, da se bodo pripojile kakšni Avstrije pa Italije, pa nastala prazna luknja. Iz stroškovnega vidika mislim, da bi izjemno malo privarčevali. Pred referendumom mislim, da ne sme iti. Glavarina je za vse v državi enaka in če dobi ljubljanska občina po glavi 500 pa še nekaj evrov, tako tudi naša občina in s tem moramo pač gospodariti. Temu pritrjuje tudi predsednik Pahor. Bi odsvetoval, to je moje politično stališče, razmišljanje o ukinjanju občin, ker bo to prineslo veliko političnega šuma, ne bo pa prineslo pričakovanih rezultatov. Možnost prihranka župani vidijo v združevanju skupnih služb med več občinami in prenosu nekaterih pristojnosti države na lokalne skupnosti. Pravzaprav v isti zgradbi uredujejo uradniki upravne enote in občinske uprave, ki delujejo na istih področjih, izvajajo upravne naloge. Pahor, ki so ga številni župani zasipali s konkretnimi pobudami, je obljubil tako formalno kot neformalno pomoč in posredovanje pri vladi in poslancih. Zavzel pa se bo tudi za poenostavitev in jasnost birokratskih postopkov. Tudi k varuhinji človekovih pravic Vlasti Nussdorfer je prišlo rekordno število ljudi, ki so jih hoteli zaupati svoje težave in poiskati možne rešitve. Najbolj jih pestijo socialne stiske, velika brezposelnost, težave z javnimi uslužbenci. Ljudi s težavami je celo toliko, da bo varuhinja Maribor znova obiskala že prihodnji teden. Več kot 100 ljudi se je s svojimi težavami in prošnjami po pomoči napovedalo ob obisku varuhinje človekovih pravic v Mariboru. Svojo ekipo je danes lahko prisluhnila le 40. Delno sem, ker v celoti mi ne morejo odgovoriti, ampak kolikor sem zadovoljna. Mi svoje probleme tu predstavimo, ampak ne moremo nikakor urediti skupnimi močmi, da bi sistemska rešitev nastala takšna, da bi imela varuhinja več pooblastil, da bi nam lahko pomagali. To je enkratno bilo danes. Tukaj bila za eno tako malo, kot sem jaz imela, pa bi mogla se v Ljubljano voziti, pa vse to, ko sem lahko izvedela v parih minutih. Varuhinja meni, da so razmere v Mariboru hujše, kot je pričakovala. Ob grozljivo žalostnih zgodbah ugotavlja, da je načeto tudi fizično in psihično zdravje ljudi. Boj za preživetje, za pravice, za to, kako dobiti delo v teh časih, kako ga obdržati ali kako ga ponovno dobiti, je zelo velik. Poleg socialnih stisk, ki bremenijo tako aktivno populacijo kot starejše, imajo ljudje veliko težav tudi z odnosom javnih uslužbencev, sodnikov, sodnega osebja in odvetnikov. So predvsem samske osebe, smo ugotovili, bolj žrtve vseh zlorab in tudi pravzaprav težav, ki jih imajo največ. Varuhinja je ob obisku izrazila tudi zaskrbljenost nad varčevalno zakonodajo, saj bodo po njenem ukrepi poglobili težave, prinesli nove stiske, razočaranja in depresijo. Z ekipo bo sicer v Mariboru znova že naslednji teden. Med podjetji, ki bo vlada v okviru protikriznih ukrepov prodala, sta tudi štajerski podjetji Sladkogorska Paloma in Nova kreditna banka Maribor. Slednjo bo potrebno še pred prodajo dokapitalizirati, o čemer pa bodo že 10. junija odločali delničarji. Vodstvo predlaga, da se banka dokapitalizira enkrat ali večkrat za največ 400 milijonov evrov. Želja države po prodaji skoraj 88% deleža Nove KBM za poznavalce ni veliko presenečenje. Prvi mož te banke, Aleš Havc, potrjuje, da se že več mesecev pogaja z možnimi kupci, a tudi danes ne pove, kdo so. 97 tisoč malih delničarjev združenih v društvo in začudenih nad izjavo premierke v tujih medijih pa trenutno s prodajo ne bi hitelo. Ker še niso nekateri sistemski koraki narejeni. Tukaj mislim predvsem na slabitve, ki še morajo biti v bilancah, na morebitni prenos slabih terjatev na slabo banko,
ker vse to vpliva na ceno, po kateri je možno novo KBM prodati. Tudi strokovnjaki prodaji nove KBM ne nasprotujejo. Zdaj je prišel tisti trenutek, ko je treba razmišljati tudi o prodaji družinske srebrnine. A pred prodajo bo treba banko očistiti, predvsem pa se dogovoriti o podrobnostih, kako bo slaba banka delovala. Mi niti ne vemo, kakšna je realna vrednost bank, ki se prodajajo. Zato je morebitna prodaja katerekoli banke povezana tudi z konceptom slabe banke. Prvič pri zvonu, da se tiste delnice, kaj sem dal, vložil vse skupaj notri, zdaj pa še pri kreditni banki, ne vem, kaj bo z tega vse skupaj. Prav je, da se sanira, prodaja pa se lahko tudi kakšno drugo državno premoženje. Ne vem, zakaj pa njen Ljubljanska banka. Sicer pa bo nova KBM predvidoma še ta teden sklicala skupščino za junij, kjer se bodo odločali tudi o dokapitalizaciji v procesu pridobivanja svežega denarja. Potem, ko sta hčerinski družbi Mariborske livarne Maribor, Sanitec in Armal pred prvomajskimi prazniki končali v stečaju, je 238 zaposlenih prejelo sklepe o odpovedi delovnega razmerja. Tako se bodo prijavili na Zavod za zaposlovanje in junija prejeli nadomestila za brezposelnost. Prav tako je okoli 100 zaposlenih v družbi MLM Storitve prejelo marčne neto plače. S preveliko izgubo pa se spopada gradbeno podjetje Graniti Slovenske Bistrice. Na skupščini so zato potrdili dokapitalizacijo v višini 10 milijonov evrov. Vodstvo upa, da bo denar pridobilo s konverzijo terjatev bank upnic. Na skupščini Granita so se dogovorili o načinu dokapitalizacije podjetja. Potrebujejo 10 milijonov evrov, ki jih želijo pridobiti z odpisom terjatev oziroma s konverzijo dela terjatev v lastniške deleže. Lastniki so tako dovolili vplačilo novih delnic strani upnikov in sicer v minimalnem znesku 200 tisoč evrov. Kar ne pomeni, da smo izglasovali maksimalni delež, seveda želimo si čim več. Kolikor bi ostalo recimo samo pri 200 tisoč evrov dokapitalizacije, pomeni, da rabimo razliko do 10 milijonov v odpisu terjatev. Kolikor pride do, ne vem, recimo zneska 5 milijonov, govorim čisto hipotetično, je pač so potrebni odpisi toliko manjši. Dolgov imajo za 23 milijonov evrov, od tega nezavarovane 3 milijone. Večino dolgujejo novi KBM 17 milijonov, 2,3 milijona SKB banki, davčni upravi 750 tisoč evrov. Dogovor so že dosegli z SKB banko, z največjim upnikom novo KBM še ne. Nekateri so izrazili pripravljenost konvertirati, ker zaupajo podjetje toliko, da smatrajo, da bodo vendarle bolje poplačani preko konverzije v lastniške deleže. Nekateri se pa lastništva otepajo in se ga bojijo. Trenutno Granit kljub podaljšani zimi posluje dobro. Dela za 88 zaposlenih je dovolj. Naša primarna dejavnost ni več gradbeništvo visokih gradenj kot v preteklosti, ampak od gradbeništva predvsem nizke gradnje, seveda pa primarno baziramo na proizvodnji industrije gradbenega materiala, to pomeni na obeh betonarnah, železokrivnici, kamnolomu. Tako iz gradbeništva letos pričakujejo manj kot polovico celotnega prihodka. Trenutno imajo odprtih 7 gradbišč, med njimi so največji kanalizacija Hotinja vas Rogoza, aerodrom Maribor in vrtec v Oplotnici. Nadaljujemo pa škodo, ki jo je povzročilo nedavno neurje s točo. Najhuje je bilo v Savinjski dolini. Letno je sicer samo kmetijstvo zaradi toče za več kot 100 milijonov evrov škode. Protitočno letalo bo na območju Štajerske v pripravljenosti od 25. maja do 15. oktobra. Država bo zanj zagotovila 55 tisoč evrov, še skoraj enkrat toliko pa bodo prispevale občine. Nad Pomurje pa na žalost letos letalo ne bo poletelo. Država namreč financira ta del, ki ga imamo, Pomurje ni financirano, zato bi tam morali financirati zadevo lokalne skupnosti. Pred 3 leti smo poizkusili z zelo dobrim uspehom, kajti toče takrat, ko so bile akcije na pomurskem delu, ni bilo, čeprav smo imeli kar nekaj nevihtnih oblakov. Vrednost popolne obrambe pred točo je po besedah kralja sicer ocenjena na 1,6 milijona evrov letno za letalo, kar je majhen vložek v primerjavi z možnimi posledicami. Da je posipavanje točonosnih oblakov z ledenitvenimi jedri uspešno, pa slovenski meteorologi ne verjamejo. Tovrstni obrambi pred točo meteorologi nismo naklonjeni, ker v uspešnosti obrambe pred točo z vnosom srebrovega jodida v točonosne oblake, pa ne se gre z letali, raketami ali talnimi generatorji, ni
zanesljivih znanstvenih dokazov. So v tujini visoko cenjeni strokovnjaki dokazali, da zadeva srebrojedit deluje, dokazano je tudi laboratorijsko. Z dobrimi rezultati se vsako leto pohvalijo Američani, Grki in tudi sosednji Avstrijci. Dokončno presojo o izvajanju obrambe pred točo pa naj bi po letu 2013 oblikovala nova evropska kmetijska politika. Že pred letom dni smo poročali, da je podjetje Gratel, ki je gradilo optično omrežje, pustilo razdejanje na mariborskih cestah in pločnikih. In tako je večinoma še danes. Del sanacije je sicer opravilo podjetje Nigrad, Gratel pa mu zato dolguje okoli 130 000 evrov. Takole nam je lani direktor Gratela Jure Valjevec na vprašanje, kdaj bodo ceste vrnili v prvotno stanje, zagotovil. Mi se zavedamo in seveda moramo tudi na podlagi teh pogodb, ki imamo, vzpostaviti te površine v prvotno stanje in tudi to bomo v najkrajšem času seveda naredili. Obljuba s figo v žepu in teh imajo poleg 130 000 evrov dolga zdaj dovolj tudi pri Nigradu. Bile so dane mnoge obljube, ki se pa žal niso uresničile. Mi smo tudi na zadnje v mesecu januarju ponovno zahtevali, da te površine sanirajo. To se kljub vsem tem opozorilom ni zgodilo, zato smo pred dnevi tudi Gratel prijavili ustreznim inšpekcijskim službam. Iz Gratela so nam odgovorili, da so Nigrad prosili za podaljšanje roka sanacijskih del zaradi slabega vremena, hkrati pa predlagali, naj sanacijo cest na njihove stroške izvede kar Nigrad. Ker nimamo dobenih jamstev, da bomo to dobili tudi plačano, smo mi to zavrnili. Pri Gratelu pa zdaj s prstom kažejo tudi na pristojne na občini, češ da so nekooperativni in da so bile nekatere ceste že pred začetkom del zelo dotrajane. Mi smo kooperativni, ne seveda, ampak ne pod takšnimi pogoji, ko si nekdo želi samo neke pravice, ne poravna pa obveznosti, torej že od leta 2006. Na občini zato Gratelu do nadaljnega ne dovolijo nikakršnih posegov na občinskih cestah, vse dokler podjetje ne bo poravnalo svojih obveznosti. Da mesto ni več v ponos Mariborski park, pa opozarjajo sprehajalci. Motijo ji visoka trava in neurejene sprehajalne poti. Park že več kot pol leta tudi nima uradnega vzdrževalca. Na občini zdaj odgovarjajo, da bodo kmalu pripravili ustrezen razpis. Visoka trava, polomljene klopi, uničene sprehajalne poti. Takšna je podoba osrednjega mestnega parka. Da meče slabo luč na Maribor, potrdijo tudi sprehajalci okoliških občin. Takoj, ko sem stopila dejansko v park, sem ugotovila, da bi potrebovali kar nekaj pridnih rok in vrtnarjev verjetno. Verjetno so to posledice te politične krize, ki je trenutno. Park potrebuje celovito prenovo in predvsem redno vzdrževanje, pa že več let opozarjajo domačini. Ob tej cesti od spodnjega dela parka, oziroma od Tomšičevega drevoreda naprej, pa tu do zadnjih hiš sploh luči ne gorijo, ker so jih pokradli tole medenino in jih še niso nadomestili. Pa vsaj bi lahko tiste, ki še stojijo, priklopili nazaj, da bi gorele, tako da je tu strašna tema. Odkar je občina odpovedala pogodbo Florini, je park vzdrževal Nigrad. Več kot pol leta uradnega upravljavca nima več. To se pozna na grmovnicah in drevesih, opozarja arboristka. Ta strukturna res v preteklem letu ni izvedla, bila je pa načrtovana že 3 leta nazaj, tako da upam, da z novo koncesijsko pogodbo in z novim nekim vzdrževalcem, ki bo res za daljše obdobje vedel, kaj vzdrževati, da se bo to izvedlo. Z občine pa so sporočili, da razpis za novega upravljavca še pripravljajo. Sicer pa je v letošnjem proračunu za zasaditev dreves, grmovnic in sezonskega cvetja namenjenih 65 000 evrov. Tudi stavbo Mariborskega akvarija in terarija je že pošteno načel zob časa. Po načrtih mestne občine bi moral biti nov objekt v uporabi že dobro leto. Tako pa se še vedno zatika zaradi predvidene lokacije. Iz občine pa zdaj sporočajo, da upajo, da se bo gradnja vendarle začela, še bolj pa si tega želijo zaposleni v akvariju, ki delajo v nemogočih razmerah. Premajhni prostori, ometki odpada, razpoke v stenah in zastarela oprema. S takšnimi razmerami se vsak dan spopadajo zaposleni v Mariborskem akvariju in terariju, ki ga letno obišče okoli 25 000 ljudi. Junija bodo praznovali tudi 60 let svojega delovanja. Živali in predvsem mi vzdrževalci, ko te živali negujemo in hranimo, smo ogroženi. Tudi glede same elektronike, predvsem potem tudi
podesti, po katerih hodimo. Sam razstavni prostor je še vedno zelo impozanten, zadovoljni odhajajo z našega obiska, vendar obiskovalci niso priče našim zakulisnim prostorom, kjer je pa stanje že kar alarmantno. Na 480 kvadratnih metrih, približno polovice razstavnega dela, imajo 120 vrst rib in rakov ter več kot 50 vrst plazilcev in dvoživk vsega sveta. Gre namreč za eno pomembnejših tovrstnih ustanov v južni in srednji Evropi. Sicer pa obstajajo tudi zamisli, da bi novi akvarij umestili v vodni center na Lentu in ne v mestni park. Mislim, da je skoraj bolj ustrezna ta lokacija v bližini Drave na Lentu, saj je celo ideja o dopolnitvi naše dejavnosti z dravskim akvarijem. Gradnja objekta v parku, ki bi se razprostiral na 2500 kvadratnih metrih površin, je ocenjena na dobrih 7 milijonov evrov. Pri naložbi občina računa tudi na evropski denar. S tradicionalnim tekom na Kalvarijo pa se je začel že 9. festival športa in zabave Športna pomlad. Za brezplačno rekreacijo, kratke tečaje, tekmovanja in rekreativne turnirje, nastope plesnih in gledaliških skupin bo tako do 19. maja poskrbelo več kot 45 klubov in organizacij. Vse od prve športne pomladi, ki se je skromno začela pred 9 leti, beležijo strm vzpon števila sodelujočih društev in organizacij, saj jih letos sodeluje že več kot 45. Na številnih dogodkih in prireditvah pa pričakujejo več tisoč udeležencev. Moram reči, da smo veseli, da dosti ljudi prihaja in se rekreira pri nas. Predvsem, kar je pa spodbudno, pa je, da je vedno več mladine. Sodelujoča društva in organizacije ugotavljajo, da športna pomlad ljudi spodbuja k rekreaciji skozi vse leto. Pri nas nudimo možnost v tej dvorani vsem starostnim skupinam, obisk je velik, radi, sploh pa posebej še otroci radi prihajajo. Je potrebno, da se Mariborčani seveda še bolj spodbujajo k gibanju, kajti to pomaga premagati vse te takšne in drugačne psihične težave. Večina aktivnosti športne pomladi bo tudi letos brezplačnih, sicer pa bo festival športa in zabave tudi letos imel dobrodelno noto. Zbrana prostovoljna sredstva bodo namreč namenili društvu Ozara Slovenija. In še pogled na nogometne zelenice. V finalu slovenskega nogometnega pokalnega tekmovanja bodo 29. maja v Kopru igrali nogometaši Maribora in Celja. Celjani so namreč na polfinalni tekmi igrali brez zadetkov proti Kidričanom, Mariborčani pa so s 3-0 ugnali Kranjčane. Konec meseca bodo finalisti ponovili zgodbo iz lanske sezone, ko sta se na zaključni tekmi slovenskega pokalnega tekmovanja udarila Maribor in Celje. Takrat so po 11-metrovkah s 5-4 slavili vijoličasti, za katere je včeraj vse 3 zadetke dosegel Tavares. Tekma pred 1800 gledalci bi lahko imela tudi drugačen potek, če bi v 35 minuti Đurković, ki je eden najbolj prodornih igralcev v prvi ligi, iz protinapada ugnal Handanovića. Vse ostalo, razen Tavareševe priložnosti, se je zgodilo v drugem polčasu. Ko je v 5. minuti kapetan domače ekipe dosegel prvi zadetek, so si navijači in strokovno vodstvo Maribora oddahnili, saj so z njim že napredovali v finale. Povsem zaslužena zmaga Maribora, izkoristili so naše napake. Zavedali smo se, da je kvalitetna ekipa, da vsako napako naša tudi kaznuje in točno to se je zgodilo. Mariborski nogometaši so po nekaterih izračunih vredni 3-krat več kot kranjski in s prednostjo 3 zadetkov so se tudi uvrstili v finale. To smo dosegli, kar smo si želeli, da igramo v finalu in z željo gremo v finale, da osvojimo pokal, ampak pri tem imamo še za osvojiti domače prvenstvo, ki ga lahko potrdimo že to soboto. Na lestvici pokalnih strelcev so na prvem mestu s 4 zadetki Tavares in Mezga iz Maribora ter Žigon iz Kopra. Le za zadetek zaostaja Verbič, ki igra v Celju. Zato bo finalna tekma zanimiva tudi zaradi odločitve, kdo bo najboljši strelec sezone pokalnega tekmovanja. Odločitev o tem, kdo bo najboljši v državnem prvenstvu, bo morda znana že v soboto, saj si bodo vijoličasti v primeru zmage nad Ljubljančani tudi teoretično zagotovili prvo mesto in s tem igranju v kvalifikacijah za Evropsko ligo prvakov. Muzej narodno-osvoboditve Maribor, kjer so podelili nagrade najbolj zaslužnim sodelavcem, letos praznuje 55-letnico obstoja. Ponaša se zbirkami, ki obsegajo že okoli 100 000 muzejskih predmetov. Posebnost muzeja pa je arhiv, ki obsega več kot 120 tekočih metrov arhivskega gradiva, partizanskega in okupatorskega izvora.
Nekako še vedno med ljudmi velja prepričanje, da smo mi muzeji narodno-osvobodilne borbe, smo pa veliko več od tega, smo v bistvu zgodovinski muzej, ki pokriva 20. in sedaj že 21. stoletje. Sedaj pa smo želeli na razstavi, ki obkroža naš muzej, tako da je na ogled vsem, tudi tistim, ki v muzej ne zahajajo. Predstavili pa smo naše manj znane zbirke in pa predmete, ki jih morda ljudje v našem muzeju dejansko ne pričakujejo. Sredi Maribora pa je nedavno številne radovedne poglede pritegnila pisana razstava dežnikov. Z njo želijo v Pokrajinskem muzeju Maribor, ki hrani največjo zbirko mode na Slovenskem, privabiti obiskovalce na številne dogodke ob mesecu mode v muzeju, ki bo potekal vse do konca maja. Več kot dobri predlogi torej, da si z obiskom muzejev popestrite prihodnje dni. Lepo se imejte in nasvidenje.